Pravkar sem našel to zapuščeno trgovino za hišne ljubljenčke, ki je polna živali, ki so jih pustili tukaj, da umrejo. In ker se je trgovina zaprla, nihče ni skrbel zanje in nimajo več veliko časa. Torej je moja naloga raziskati celo trgovino in upam, da bom rešil vse kače, kuščarje, želve, žabe in vse ostalo, kar bi lahko živelo tukaj. Ampak preden to lahko storimo, vam moram razložiti, kako sem sploh našel ta kraj. Vse se je začelo potem, ko sem kupil to hišo in ugotovil sem, da so prejšnji lastniki vodili trgovino za hišne ljubljenčke na svojem dvorišču. Ker pa sem zdaj jaz lastnik, je moja odgovornost, da rešim vse živali, ki so jih pustili za seboj. In to ne bo lahko, ker to ni edina trgovina za hišne ljubljenčke. Kasneje v videu bomo raziskali drugo stavbo in tam so rekli, da imajo najbolj nevarne živali. Ampak za zdaj sem začel z iskanjem in hitro sem ugotovil, da bo to ena naših največjih reševalnih akcij do zdaj. Trenutno sploh ne vem, kje naj začnem. Tukaj je toliko različnih akvarijev in ograd. Mislim, kdo ve, kaj bomo tukaj našli? Lahko je res karkoli. Mislim, da bomo začeli v tem kotu tukaj. Tukaj je res velik ribnik z nekaj vode v njem. Torej, lahko so želve, lahko so ribe. Ampak edini način, da ugotovimo, je, da potopim mrežo noter in vidim, kaj lahko ujamemo. Prav, prvi zajem tukaj. Poglejmo, kaj lahko dobimo. Helen, poglej tja, tam je riba, dobil sem jo. O moj bog, kakšna riba je to? Je to velik albino gurami? To je tako cool, fantje. No, zdaj vemo, da so tam ribe. To je prva do zdaj. Tako smo ga dali v hladilno torbo, napolnjeno z vodo, nato pa smo vzeli še eno mrežo. Nekaj smo ujeli, Helen, poglej to. To je majhen mladič Oskarja. O moj bog, tako je lep. To je neverjetno. Druga riba do zdaj. Dajmo ga v hladilno torbo k drugi ribi in nadaljujemo z raziskovanjem. Helen, poglej tukaj v kotu. Vidim, da se nekaj premika. Tam mora biti še ena riba. Daj no, smo jo ujeli? Ja, smo. Poglej to. Počakaj, tukaj imamo dve ribi. Tam je velik gurami in potem še majhen mladič iridescentnega soma. To je res cool. Čudovit mali iridescentni som. Dajmo ga v hladilno torbo. In potem ujeli smo še enega guramija, ampak ta ni albino. Ta je normalen. Še vedno zelo cool. Kaj je to? 4 ribe že? Komaj smo začeli. Dajmo tega dati skupaj z ostalimi in nadaljujmo. Potem sem opazil pošastno ribo v ribniku. O moj bog, Helena, poglej tja. Tam je ogromna riba. Vidiš to? Poskusimo jo ujeti za vas, fantje. Ne vem, kakšna riba je to, ampak je velika. Ja, ujeli smo jo. Ujeli smo jo. Umiri se, prijatelj. To je albino paku. Te ribe imajo izredno ostre zobe in to je bila daleč največja riba, ki smo jo ujeli. Ker pa v zadnjem času nihče ni skrbel za te ribe, je voda izjemno umazana. Tako da ni mogoče vedeti, koliko rib je še ostalo tukaj. Zato bom kar naprej lovil z mrežo, dokler neham loviti ribe. O ja, Helena, poglej to. Ujeli smo še eno. O moj bog, to je velik bičer. To je res cool, fantje. Trenutno sem šokiran, koliko rib je tukaj notri in vse so izjemno redke. Torej, dajmo tega tipa v hladilno skrinjo in nadaljujmo. Prav, vzemimo še en zajem z mrežo, fantje. Dajte mi kaj dobrega. O, ni šans. To je majhen mladiček rdečerepe somiča. Moj bog, je prikupen. To je daleč moja najljubša riba, ki smo jo ujeli do zdaj. Obožujem rdečerepe somiče. Poglejte ta ulov do zdaj. Dobili smo pakua, nekaj guramijev, enega bičarja, ampak imam občutek, da je tam notri še veliko več rib. Torej, pojdimo nazaj noter. Začeli smo loviti ribe v vsaki mreži. O moj bog, Helena, poglej, kako lep je ta ciklit. To je afriški ciklit, fantje, ampak ta je čudovit. Še nikoli nisem videl takega. In vsak je bil bolj nor kot prejšnji. Helena, poglej, imamo še eno ribo tukaj. Ja, to je še en albino gurami. Ampak to, kar smo ujeli naslednje, je bilo neverjetno. Nekaj velikega je v mreži, Helena. Kaj za vraga je to? Ne morem verjeti, Helena. To je prekleti som vrste Wells. Te ribe so izjemno redke in znane po tem, da zrastejo tako velike, da lahko pojedo človeka. Tako da bo ta tip enkrat postal pravi pošast. Ampak za zdaj ga bomo dali v hladilno skrinjo in nadaljevali. Potem sem ujel še nekaj rib, potem pa so se stvari začele upočasnjevati. Zato sem nadaljeval z raziskovanjem trgovine za hišne ljubljenčke, da bi videl, kaj še lahko najdem. O moj bog, Helen, poglej, tukaj so blatni skakači. Tako majhni so, fantje. Te ribe so znane po tem, da lahko hodijo po kopnem in zdi se, da jih je tukaj cela skupina. Poskusimo jih ujeti. Poglej tega, je na skali. Daj, prijatelj, poglej to. Ujeli smo enega blatnika, fantje, to je tako cool. Zdaj samo sedi na skali in je popolnoma v redu. Lahko dihajo tudi izven vode. Tam jih je še veliko več. Torej bomo tega dali v vedro in poskusili ujeti še njegove prijatelje. Ja, imam ga. Poglej to, ta je velik. Ti blatni skakači so tako prijazni. Preprosto mi dovolijo, da jih poberem. To je res cool. Prav, mali. Mislim, da te bomo dali nazaj na skalo k tvojemu prijatelju. In zdi se, da je tukaj samo še eden. Poskusimo ga ujeti. Ta je tako majhen. Imam ga. Poglej, kako majhen je ta. To je tako prisrčno. Dodali smo ga v vedro k drugim blatnim skakačem in potem smo nadaljevali z raziskovanjem.
Ti akvariji so tako ogabni, res. Ne vidim ničesar v njih. Torej mislim, da bomo kar dali mrežo noter in videli, če lahko kaj ujamemo. V redu, začnimo s tem. Sprva nisem videl ničesar, potem pa sem nekaj opazil v kotu. O moj bog, počakaj, glej. V tem kotu je riba. Vidiš to? Je mrtva. Ne premika se. Evo, imam ga! O moj bog. Ni šans, to je gosi som. O moj bog, saj se šališ. Ta riba je izjemno redka. In tako kot som Wells, Zrastejo dovolj veliki, da lahko pojedo človeka. To je noro. Nisem pričakoval, da bom to ujel tam ven. zdaj se morda sprašujete, kako te ribe živijo tukaj, če ni nobene filtracije. No, pravzaprav je bila v vseh teh akvarijih filtracija, vendar smo jo pred začetkom snemanja izklopili, da je lažje ujeti ribe ven. In to pomeni, da je vse, kar je ostalo tukaj, verjetno preživelo. Zato smo nadaljevali z raziskovanjem. Počakaj malo, Helen, poglej. Če pogledaš od blizu, lahko dejansko vidiš nekaj temnoter. Je albino. O moj bog, poglej. Poglej tukaj. Vidim ga, ni mogoče. Moj bog. Postaja še bolj noro, fantje. Poglejte to, to je albino pljučar. To je res noro, fantje. Te ribe so zelo drage. Ta riba tukaj verjetno stane več kot $1000, verjeli ali ne. So izjemno redke. Sam sem jih videl le nekaj do zdaj. No, Dodali jih bomo v hladilno skrinjo skupaj z ostalimi ribami. In potem imamo tukaj še en akvarij. Kdo ve, kaj je notri? Glede na vse ostale ribe bo verjetno nekaj res redkega. Prav gremo, velik zajem. O moj bog, Helen, tam je riba. O moj bog, ali je to flowerhorn? Poglejte, kako lepa je ta riba, fantje. O moj bog, res je čudovita. Poglej, kako veliko glavo ima. To je res nora riba na pogled. Nisem pričakoval flowerhorna, ampak to je super. Tako da smo ga dali v hladilno skrinjo in nadaljevali z iskanjem. Prav, fantje, naslednje, tukaj imamo par ribjih posod. In v tem tukaj zgleda, Da imamo majhno bojno ribico. To je res kul. Še nikoli nisem videl bete s takšnimi barvami. Res je lepa. Poglejmo, če jo lahko ujamemo ven od tukaj. Dajmo. Evo ga, imamo jo. Poglejte to, fantje. To je res lepa bojna ribica. Mislim, da jo bomo za zdaj pustili v posodi. Kasneje v videu pa ji bomo dali boljši dom. In tukaj imamo še eno posodo. V njej ne vidim bete. O moj bog, Helen, Tukaj so raki, si to videla? tukaj so majhni modri raki. To je noro. Pridite, fantje. Evo ga, enega smo ujeli. In tukaj imamo še enega, skupaj dva. To je res kul, fantje. Imamo nekaj modrih rakov. Z njimi bomo naredili enako kot prej. Za zdaj jih bomo pustili v posodi. Njihova posoda pa je res ogabna. Torej jim bomo zagotovo morali dati boljši dom. Do zdaj smo ujeli samo vodne živali. Naslednje pa so bile terariji brez vode. Nisem imel pojma, kaj bom našel. Edini način, da izvem, je, da dvignem to poleno. Si pripravljen na to? 3, 2, 1. O moj bog, to je ogromen kuščar. To je bil redek modrojezični skink, znan po tem, da ima, kot ste uganili, moder jezik. To je res noro videti. Moj bog, to je tako noro, fantje. Prvi kuščar v videu. In to je ta nori modrojezični skink. O moj bog, pravkar je zasikal name. Prav zasikal je name. Dajmo ga dati v posodo in bomo nadaljevali z raziskovanjem. Za zdaj v tem akvariju ne vidim ničesar. Tako da bomo očitno morali dvigniti tisti hlod, da ugotovimo. Upam, da tukaj ni kače. Prosim, brez kače, brez kače. Bog, to je pa res kača. To je kača. Poglej to stvar. O moj bog, je to koralna kača? To izgleda kot koralna kača, fantje. Počakaj, kakšne so barve? Kako gre tisto pravilo? Rdeča na črni, se umakni. Rdeča na črni, si v redu, Jack. Počakaj, katera je to? O bog. Odločil sem se, da preverim. Samo da se prepričam, da kača ni nevarna. Prav, tukaj piše, da če sta rdeča in črna skupaj, to pomeni, da ni strupena. In če pogledaš tam, Sta rdeča in črna skupaj. Torej smo v redu. Ni strupena, ampak je še vedno kača. In jaz se še vedno bojim kač. Torej, gremo. Prosim, ne ugrizni me. V redu, evo ga, imam jo. Ni tako hudo. No, to je naša prva kača do zdaj in upam, da tudi zadnja. So kar strašljive, ampak hkrati so tudi lepe. Mislim, poglej barve te kače, to je res kul. Tako smo ga dali v posodo in šli naprej do naslednjega akvarija. O moj bog, to je velika kača. Kaj za vraga? Poglej barve na tej stvari, še nikoli nisem videl česa takega. Ne vem, katera vrsta je to. To ni dobro, fantje. Moramo vas spraviti ven od tu. V redu, rešujemo vas. Zakaj me poskuša ugrizniti? O moj bog, v redu, ga bom zamotil. Tukaj sem. Imam te. O moj bog, pravzaprav sem ga pravkar ujel. V redu. Ne ugrizni me. Fantje, nimam pojma, kakšna kača je to. O moj bog, to je res nora kača na pogled. Še nikoli nisem videl kače s takšnimi barvami.
Pravzaprav je res lepa. Zato komentirajte spodaj, če veste, kakšna kača je to. V redu, ne ugrizni me. Ta je veliko večja kot prva. V redu, tam gre. Prav, to sta zaenkrat dve kači. Gremo naprej in poglejmo, kaj še lahko najdemo. O, moj bog, Helen, kaj za vraga je to? Kam je šel? Pravkar je bil na hlodu. Fantje, tukaj je neka vrsta kuščarja. Poglejmo, če ga lahko ujamemo. Mislim, da ga vidim. Tukaj je. O, moj bog. Imam ga. Imam ga. Opa, kaj za vraga je to? To izgleda kot zmaj, fantje. Nimam pojma, kakšen kuščar je to, ampak je res kul. Poglejte luske na njegovem hrbtu. To je noro, fantje. Dal sem ga v posodo in potem sem opazil še drugega kuščarja. Pravkar je stekel za to deblo. Tam je, poglej. O, moj bog. Imam ga. Poglejte to. Ta je malo manjši, ampak poglejte, oranžna okoli njegovih oči je veliko bolj živahna. To je res super, fantje. Zdaj, ko sva ujela dve kuščarici, sva nadaljevala z raziskovanjem, da bi videla, kaj še lahko najdeva. O, moj bog, že vidim, kaj je tam noter. To je še ena kača. Pravkar sem ga videl, kako je zdrsnil za tisti hlod. Katera kača pa je to? O, moj bog. Kaj za vraga je to? Tam je kuščar. Pravkar mi je polizal nogo. Nisem imel pojma, da je ta tip sploh tukaj. Kaj pa počneš? To je bradata agama. Fantje, ko sem bil mlajši, sem imel bradato agamo in to so eni najbolj kul kuščarjev sploh. Samo mirno počiva tukaj. To je res kul. To je verjetno moja najljubša žival, ki smo jo ujeli do zdaj. Mislim, da jo bom kar posadil na svoje rame in bo šla z nami na potovanje. Prav, gremo. Poglejmo, če lahko ujamemo to kačo. O, bog, to je majhna kačica. Tako je majhna. Wow, poglej to. To je albino kača. Mislim, da je to koruzna kača. Te smo že ujeli in so nenevarne. Dajmo jih dodati v posodo z ostalimi kačami. To so zdaj 3. To je malo več, kot sem upal. In še nismo niti na polovici trgovine za hišne ljubljenčke. Imam občutek, da jih bo še veliko več. Naslednja je bila ta res majhna posoda. In takom sem nekaj opazil. Tam je žaba. Ravno je skočila ven. Kakšna žaba je to? Imam jo. O, moj bog, o, moj bog. To je noro in nimam pojma, kaj je to. Napišite v komentarjih, katera vrsta je to. Tako je debel in okrogel. To je super. Dal sem ga v vedro in potem sem opazil še enega. O, moj bog. Poglej to. Tam je majhen mladiček. Ja, imam ga. Poglej, kako majhen je ta. O, moj bog. Ta je malo bolj rumen. To je super. In ko sem mislil, da ne more biti boljše, sem našel še tretjo žabo. Kaj za vraga? Imamo tudi zeleno. Imamo rumeno, oranžno in zdaj še zeleno. To je tako kul. Mislim, da smo ga pravkar zbudili. Bil je zakopan v zemlji tam. Ampak to je res super, fantje. Imamo 3 te žabe v 3 različnih barvah. Dajmo jih v vedro in nadaljujmo z raziskovanjem. Naslednji akvarij je bil popolnoma prazen in v njem ni bilo ničesar, kar me je napeljalo na misel, da so nekatere od teh živali morda pobegnile iz svojih ograd. S tem v mislih in smo nadaljevali z raziskovanjem, dokler nismo naleteli na do zdaj najbolj strašno žival. Prosim, naj ne bo kača. 3, 2, 1. O, moj bog. O, moj bog, to je še huje kot kača. Poglej to. Tam je prekleta tarantela. To je ogromna tarantela. Še nikoli je nisem videl. Zdaj bomo morali biti zelo previdni, ker so tarantele strupene. In eno gris te živali bi me lahko spravil v bolnišnico. O, bog, to je ogabno. Pravkar pleza po steni. Ne, pobegla bo iz akvarija. O, bog, prav, grem po rokavice ali kaj podobnega. Dejansko zdaj le beži ven. Prav, moramo jo hitro ujeti. Moramo jo hitro ujeti. To je strašljivo. To mi ni všeč. Tarantela je splezala previsoko, da bi jo lahko ujel, ampak sem vzel mrežo in jo uspel zajeti. Ujeli smo jo. O, bog. O, bog. Mislil sem, da se bojim kač, pa ne. Veliko bolj me je strah pajkov. Ne. Prav, tega pa ne bomo počeli. Uspelo mi ga je spraviti v posodo in potem smo nadaljevali. Sprva v naslednjem akvariju nisem videl ničesar. A ko sem si ga pobližje ogledal, sem ugotovil, da se nekaj skriva na vidnem mestu. O, moj bog, Helen, ni mogoče. Tam je kameleon. Ga vidiš? Je notri, verjemi mi. Zliva se z okolico. Zato ga sprva nismo videli. Daj no, ne bodi sramežljiv. Ne. Pridi nazaj. Poglej to. O, moj bog. Imamo kameleona, ljudje. To je čudovit kameleon. To je jemenski kameleon. Pravzaprav smo jih že ujeli v naravi. Ampak ja, ta je res lep. Wow, poglej to. Kameleoni so tako kul. Mislim, poglej jo, kako visi tam s svojim repom. To je res neverjetno. Skoraj smo te spregledali. Tam je še eden. Helen, ni mogoče. Tam spodaj je še eden. Pridi, prijatelj, rešujemo te. Imamo ga. Poglejte to, fantje. Imamo 2 kameleona. Ta je malo temnejši od tega. In to zato, ker je ta sedel na lesu, ta pa na listih.
To je res noro, kako to deluje. So pa res lepi. Dajmo jih spraviti v posodo. Ko sem jih dal v hladilno skrinjo, sem odkril nekaj šokantnega. O moj bog, Helen, poglej to. Tukaj je majhen mladiček. Poglej, kako je majhen. O moj bog. Še nikoli nisem videl tako majhnega kameleona. To je neverjetno. Ker je ta fant tako majhen, ga bomo dali v svoj lasten vedro tukaj. Tako, mali. Nato sem opazil nekaj res strašljivega. To je kačja koža. Veš, kaj to pomeni? Tukaj okoli se prosto sprehaja kača. Zdaj, ko vem zagotovo, da je kača pobegnila, sem jo začel iskati. In po nekaj iskanja sem ga končno našel. O moj bog, poglej to. Tam je. Bog, to je velika kača. Tega se ne bom dotikal. Poglej to, to izgleda kot piton. Poglej to stvar. Zvija se. Hoče me ugrizniti. Ugriznila te bo. Prav zdaj me poskuša ugrizniti. Prav, gremo tja. Zdaj, rad bi vam lahko pokazal vse, ampak sem dobesedno 30 minut poskušal ujeti to kačo. Bila je neverjetno močna in pametna. In celo ugradla mi je mrežo. Ampak na koncu mi jo je uspelo spraviti dol. Poglejte to, fantje. Končno smo jo ujeli. To je velika kača. Prepričan sem, da je to piton. V redu. Zdaj jo moramo spraviti v posodo. O moj bog. To je velika kača, fantje. Ni več jezna name. Mislim, da ve, da jo rešujemo, kaj ne? Moje srce zdaj močno bije. V redu, prinesli bomo posodo, jo dali noter in nadaljevali. To je res noro, fantje. Upam, da tukaj ni še ene tarantule. Zdi se, da bi lahko bila. Ampak edini način, da izvemo, je, da dvignemo ta hlod. Torej, gremo. O moj bog, o moj bog. V redu, to je še huje. Poglej to. To je prekleti škorpion. Ne izgleda srečen. Glej, prav zdaj me poskuša ujeti. Poskuša me napasti. V redu, zdaj moramo biti zelo previdni. Če naj opiči škorpion, greva zagotovo v bolnišnico. Poglej to. O bog. V redu, mislim, da bi si moral natakniti rokavice nazaj, kaj ne? To je verjetno pametna poteza. Z rokavicami na rokah je bil zdaj čas, da ga poskusim ujeti. In to ne bo lahko. Še nikoli nisem držal škorpiona. Imam ga. Premika se. Ugriznil te bo. Bog, ne, v redu je. Hej, sva prijatelja. Trenutno se tresem. Dobesedno poglej moje rokavice. Tresem se. Poglej njegovo želo. To je tako strašljivo. Ne, to je noro. V redu, tukaj imamo to majhno vedro. Dajmo te noter. O, v redu, uspelo nam je. Imamo škorpiona. Premaknil sem se do naslednjega terarija in opazil še eno žival. O moj bog. Poglej to. Tam je drevesna žaba. Katera drevesna žaba je to? Napišite spodaj v komentarjih, katera vrsta je to, če veste. Dajno, prijatelj, rešujemo te. O moj bog, to je tako super. Samo sedi na moji roki. Zdaj, ko vemo, da so tam drevesne žabe, sem še naprej iskal, če jih najdem še več. Ja, tam jih je nekaj. Poglejmo, če jih lahko dobimo. Tukaj je ena. In tukaj je tretja. Poglejte to, fantje. Imamo 3 drevesne žabe. Tukaj je še ena. Glej, ujel sem jo. Poglej to. O moj bog. Je ena na moji glavi. O bog, v redu. Vse sem jih dal v posodo in potem sva nadaljevala z raziskovanjem. V redu. Tukaj imamo še nekaj terarijev, ampak na tleh je ta res skrivnostna posoda. Če pogledaš, ima v njej narejene luknje za zrak. In to lahko pomeni samo eno stvar, kar pomeni, da je verjetno nekaj notri. Torej gremo. Prosim, naj ne bo nič strašljivega. O bog, to je kača. To je še ena kača. Ta je tudi velika. V redu, prinesimo jo sem. Ne vem, kakšna kača je to, fantje. Moramo biti previdni. Morda obstaja razlog, da jo posodi. Kaj za vraga? Ropota z repom. Je to klopotača? Ne izgleda kot ena, ampak pravkar je stresel z repom. V redu, to je malo strašljivo. O moj bog, počakaj. Glej, tam je kljuka za kače. Uporabiva kar tisto. O moj bog, spet je planil nate. Rez, verjetno je zato kljuka za kače poleg njega, ker je agresiven. Dajno, v redu. Vse bo v redu. Rešujemo te, prijatelj. V redu, tako. Kaj pa zdaj? No, bil je že v posodi. To je res. Ja, verjetno bi jih morali kar dati nazaj. Prav, prijatelj, spravili te bomo nazaj v posodo. Oprosti, lažni preplah. Spravili smo ga nazaj v njegovo posodo in potem smo nadaljevali. Prav, gremo naprej. Odprimo pokrov. O moj bog, Helen, poglej v posodo z vodo. Tam je žaba. Kakšna žaba je to? Imam jo. Poglejte to. Malo je videti kot volovska žaba, ampak ne čisto, fantje. Nimam pojma, kaj je to. To je res čudno. Zdi se mi, da je ta ogromen akvarij malo prevelik samo za žabo. Mislim, tam je hlod. Bi lahko bilo še kaj drugega tukaj notri? Obstaja samo en način, da izvemo. Dvignimo hlod. 3, 2, 1. O moj bog, zakaj je tukaj notri toliko kač? Poglejte to, fantje. To izgleda kot še en piton, ampak ta je malo drugačen. Je res pisan.
Skoraj je rumen. Prav, gremo. Poskusili ga bomo dvigniti. Ta izgleda prijazen. Tako, poglejte to. No, iz enega akvarija smo dobili žabo in kačo. Mogoče je bila žaba notri kot njegova hrana ali kaj podobnega. Ne vem. To je res lepa kača. Je res kul. Dali smo jih v nekaj posod. In potem so se stvari začele odvijati hitreje. Lovili smo kup različnih kuščarjev, vključno s tem, ki ga še nikoli prej nisem videl. Našli smo tudi kup leopardih gekonov v tej skali. Dobili smo 2 velika in celo enega malega mladička. Naslednja je bila ta ogromna kat In nisem imel pojma, kaj bomo našli. Najprej sem pogledal pod hlod, a tam ni bilo ničesar. Zato sem začel brskati naokoli in potem se je to zgodilo. Kaj je to? Moj bog. To je mlada želva. To je tako kul. Tudi jaz sem imel želve, ko sem bil otrok in jih obožujem. Nimam pojma, katera vrsta je to, ampak je res lepa. Ko smo našli eno želvo, Smo nadaljevali, da vidimo, če jih je še več. Tukaj je še ena, Helen. Moj bog, ta je malo večja. to je tako kul. Imamo 2 mali želvi in z malo več iskanja smo našli še eno. Je to še ena? Je. Tako smo s 3 želvami skupaj vse dali v vedro in nadaljevali z raziskovanjem. V redu, fantje, naslednje. Videti je, da imamo še nekaj akvarijev z vodo. Torej je verjetno tukaj še več rib. Torej, vzemimo mrežo, jo potopimo noter in poglejmo, kaj lahko ujamemo. Nekaj je zagotovo notri. Vidim ga. Vidim ga. Poglej to. Poskuša skočiti ven. Imam ga. Imam ga v mreži. Kaj za vraga je to? Moj bog. Je zelo divji. Moj bog. Ima zobe, Helen, vidiš? Au, pravkar me je ugriznil. Moj bog. To izgleda kot tigrasta riba. Fantje, nimam pojma. Ampak tukaj imamo popolnoma nov hladilni zaboj, napolnjen z vodo. Tako, pa je noter. Wow, to je bilo noro. Prav gremo naprej. Poglejmo, kaj je v tem. Počakaj. Poglej, Helen, tukaj v kotu. Imam ga. Ni mogoče. Moj bog, Helen. To je platinasta rdečerepasom. To je daleč najbolj nora riba, ki smo jo ujeli v tem videu. In ujeli smo že nekaj norih rib. Poglejte to, fantje. Samo nekaj teh sem videl v živo. So tako redki. To je neverjetno, fantje. Kot sem rekel, rdeče repi so mi moje najljubše ribe. In najti takega je res nekaj posebnega. Tako smo ga dali v hladilni zaboj in nadaljevali. Moj bog, Helen, prav tukaj nekaj vidim. Je to tisto, kar mislim, da je? Mislim, da je to aksolotl. Moj bog, res je. Poglejte to, fantje. Dobili smo velikega albino aksolotla. Moj bog. Danes po noči ujamemo prav vse. Ujeli smo želve, kače, ribe in zdaj še aksolotle. Mislim, to je noro. Prav, v hladilni zaboj greš, prijatelj. Še naprej smo lovili z mrežo In uspelo mi je ujeti še nekaj drugega. Helen, dobil sem še enega. Ni mogoče. Bil je v filtru. Poglej to. Imamo še enega aksolotla. Ta ni albino, je pa zelen. Poglej njegove oči. Vidiš to? Ima zelene oči. Tega še nikoli nisem videl, ampak to je res super. Imamo 2 aksolotla. Poglej ta ulov. No, fantje, skoraj smo že raziskali celotno prvo trgovino za hišne ljubljenčke. Ostala nam je le še ta ena velika kat v kotu. In precej prepričan sem, da so tukaj notri želve. In mislim to zato, ker dejansko vidim eno prav tam. Evo ga. Dobro, začnimo z lažjo, z albinko. Poglej, kako je to kul. Majhna albino želvica. Enega od teh smo ujeli v enem izmed nedavnih videov, ampak mislim, da je ta malo večji. Zato smo ga dali v hladilno torbo. In zdaj, ko vemo, da so tam želve, smo še naprej lovili z mrežo, da bi jih ujeli še več. Imam še eno. Ni mogoče. To je še ena albino, Helen. Počakaj malo. Ta pa ne izgleda kot prejšnja. Wow, ta je res kul, fantje. Ne vem, kakšna želva je to. Napišite v komentar, če veste. Ampak to je res super. 2 želvi do zdaj. Gremo naprej in poglejmo, koliko jih lahko ujamemo. Ta voda je ugabna. Tukaj notri tako smrdi. Evo, imamo jih. O, moj bog. 2 sem ujel v eno mrežo. To so navadne želve. Niso albino, so pa lepe. Potem, ko sva ujela te, sem še nekaj časa lovil z mrežo in ujel samo še eno želvo. Mislim, da je to zadnja. Že nekaj časa lovim tukaj in nisem videl nobene več. Torej, spravimo tega v hladilno torbo in potem je čas, da se odpravimo v drugo trgovino za živali. In kot sem rekel, tam imajo najbolj nevarne živali. Tako da nimam pojma, kaj bomo našli. O, moj bog, fantje, tole je sumljivo. Poglejte vse te akvarije tam. V njih je lahko dobesedno karkoli. O, moj bog, Helen, poglej, tam so VIP kape. Te so tako redke. Najdeš jih lahko samo na Bass Fishing Productions.shop. Imajo tudi vse barve. Poglej tole. Imajo roza, sivo, belo, rjavo. Imajo tudi majico. Počakaj, kam je tvoja izginila? O, moj bog. Očitno moram dobiti še eno na Bass Fishing Productions.shop. Ampak resno, fantje, pojdite po svoje kape. Pojdite po svoje majice, ker smo jih pravkar ponovno založili in bodo hitro razprodane.
Obiščite Base Fishing Productions Shop, da dobite svojo. Zdaj pa raziščimo še drugo stavbo in poglejmo, kaj lahko najdemo tukaj. Ta trgovina je nekoliko manjša in ima samo eno polico, polno akvarijev. Ima pa tudi to skrivnostno kat. Kasneje v videu bomo ugotovili, kaj je v njej. Zaenkrat pa sem začel z iskanjem in že sem opazil prvo žival. Kaj za vraga je to? O moj bog. To izgleda kot velikanska stonoga. Poglej njegove barve, je rdeč in oranžen. To ne izgleda dobro. Mislim, da če me ta ugrizne, ne vem, kaj bi se zgodilo, ampak ne morem si predstavljati, da bi bilo dobro. Niso se šalili, ko so rekli, da so tukaj nevarne živali. V redu, poskusili bomo prenesti tega stonoga iz tega akvarija v to posodo in upam, da nam bo uspelo, ne da bi nas ugriznil. Gremo. Tako je bil stonog izjemno agresiven in ves čas je poskušal ugrizniti mene. O moj bog, napada me. Vau, to je mladiček. O moj bog, pravkar me je ugriznil. Na srečo ugriz ni šel skozi rokavico, ampak nisem hotel tvegati. Tako da smo ga na koncu samo stresli v posodo. Verjetno bi morali to narediti že na začetku. Imamo še en akvarij tukaj. Poglejmo, kaj je v tem. O moj bog, Helen, poglej tukaj. Poglej na vrh trave. Tam je še en škorpion. Poglej to. To je res strašljivo videti. Čeprav je bil to manjši škorpion, je bil izjemno agresiven in me je na koncu pičil. Na srečo pa ni šlo skozi rokavice in smo ga uspeli spraviti v posodo. V redu, gremo naprej. Tretji akvarij. O moj bog, ja, to je še en škorpion in ta je res velik. Takoj se mi je povzpel na roko. Tako sem ga previdno prestavil v posodo in smo nadaljevali. 3 akvariji so za nami. Imamo jih še kar nekaj pred sabo. Torej gremo na naslednjega. O bog, tam je kača. Helen, v tem je kača. Ali to pomeni, da je nevarna? Videti je kot klopotača. Mislim, da ni klopotača. Nima ropotulje na repu, ampak je lahko vseeno strupena. Torej moramo biti tukaj previdni. Imam ga. Wow, poglej to. Nimam pojma, kakšna kača je to. Izgleda pa kar kul. V redu, dajmo ga v posodo. Tako, to je to. Zdaj nam gre dobro. Nadaljujmo. Kaj je v tem? Nekaj je za kaktusom. To je še ena tarantela. Pridi sem, mali. Prosim, ne ugrizni me. O moj bog, to je tako ogabno. Prosim, spravi se z moje roke. V redu. O moj bog, še ena je. Poglej to. Prav, gremo naprej. Poglej to. Imamo še eno tarantelo. Samo sedi na kaktusu. Au! Pravzaprav čutim kaktus skozi rokavice. To boli. Dali smo ga v posodo in šli naprej do naslednjega terarija. Tukaj imamo še enega škorpiona, kot kaže. Tole je spet velik, fantje. Poglejte to. O, to pa je orjak. O moj bog, to je prava pošast. Potem, ko smo ujeli škorpiona, sta nam ostala le še 2 terarija. Eden je bil popolnoma prazen, v drugem pa je bil še en škorpion. No, fantje, že smo našli veliko nevarnih živali, vključno s stonogami, škorpioni, tarantulami in kačami. Kar vam še nisem povedal je, da je v tej stavbi še ena ogromna kat. Vanjo še nisem pogledal, ampak zdaj bomo pokukali vanjo in videli, kaj je notri. Ko sem se približal kadi, sem opazil, da je v njej ogromna kača. In to je bila največja kača, ki smo jo do zdaj našli. Poglej to, Helen. O moj bog, ta kača je ogromna. To mora biti približno 1,5 metra do skoraj 2 metra dolg piton. Moramo jo poskusiti prijeti ven. O bog, v redu, ne poskuša me ugrizniti. Pridi, draga, samo poskušamo te rešiti. Poglej to, hoče vodo. Kmalu ti bomo priskrbeli vodo, mala. V redu, to je težka kača. Prosim, ne ugrizni me, prisežem pri Bogu. V redu, tukaj imamo posodo. Poskusimo jo spraviti noter. O bog, v redu, ne poskuša me ugrizniti. Je prijazna. Tako, uspelo nam je. O moj bog. Ta je veliko večja kot drugi pitoni, ki smo jih našli v tem videu. Prav, draga, ostani tam notri za nekaj časa. Fantje, to je bilo noro. Mislim, da je to vse. Kakšen neverjeten video. Našli smo toliko neverjetnih živali, od kuščarjev do kač, žab in rib. Dobesedno vsako žival, ki si jo lahko zamislite, smo našli v tem videu. In zdaj je moja naloga, da jim najdem nove domove, bodi si pri meni ali pa jih podarimo trgovinam za hišne ljubljenčke. Kakorkoli, upam, da ste uživali v tem videu. Če ste, prosim, pustite všeček in se naročite spodaj. Se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdrav!